Dobrodošli v Besedi v družbi, ker danes prebiramo 7. odlomek iz mojih 30 dni s Svetim pismom. Gre za Matejev evangelij, 6. poglavje od 5. vrstice naprej in tja do konca 7. poglavja, torej za drugi del govora na gori. In Matjaž, tukaj se že dosti na začetku srečava z vprašanjem molitve, z vprašanjem posta. Tukaj imamo noter Oče naš, tukaj imamo kasneje zlato pravilo v 7. poglavju, take zelo hišo na skali, take cukrčke, take znane stvari, ki jih v bistvu tudi neka širša publika, tudi ne samo verni ljudje recimo poznajo. In dajva probati majčken zbrskati tudi midva kakšen cukrček, ki je zanimivga o tem in videti, kaj dejansko Matej tukaj nam sporoča, morda tudi še posebej za današnji čas. Tle moramo vedeti o molitvi, o postu in prejšnji odlomek smo pokončali z kratkim tekstom o miloščini. To troje pravzaprav spada skupaj. To so trije temeljni judovske pobožnosti. Vsak pravoveren Jud je vedel, da kot Boga bo človek, bo delal tri stvari, da bo miloščino, molil, bo pa postil samo. In zdaj je seveda tipično, da Jezus zdaj, ko nadaljuje svoj razglas Božjega kraljestva in nauk o tem, kakšno je Božje kraljestvo, je zanimivo, da povzame nekako te tri teme judovske, tipične, in jim da svojo vsebino. In kaj je zdaj za vse troje tipično, je to, da moraš to res misliti. Ja. Stvar mora biti srca. Pri vseh treh je to tale rdeča nit. Ta stvar mora biti srca, del je to na skrivnem, ne se kazati, da jim to delaš, to je tvoj odnos z Bogom tukaj. V bistvu on tukaj se mi zdi, da prav zareže v tisto težavo, ki so imeli takrat Judje, tako kot tudi mi danes. Kot ima čisto vsak človek, seveda. Da dejansko res zelo hitro pri teh religioznih zadevah začneš delati stvari zaradi stvari same. Ja, in da delaš šov. In da se kažeš kot pobožnega in dostojanstvenega, veličastnega in tako naprej. Mogoče glavna stvar tudi celo to, da pogosto šova celo ne delamo pred drugimi in zaradi drugih, ampak ga delamo tudi pred samim seboj in zaradi samega sebe. Tukaj recimo se mi zdi, da je neverjetno, kako gre Jezus v globino tega problema. Tle moramo pojasniti besedo hinavci, to se sliši tako moralistično, ampak v bistvu iz vernikov je pa tukaj mini igralci. Ne delati drame, ne delati šova, religioznega šova. To hipokrita so dejansko to izraz za igralca v teatru. In on, Jezus, imenuje te farizeje in pa tudi potem poznaje tudi nas, seveda v evangeliju posedi, paste se tega kvasu, paste se, da na to prišlo v vas. Ta ponarjenost, to igranje, to prenarejanje. Tlele zdaj Božje kraljestvo, zdaj tukaj nimaš milimetra več kam se skriti. Bog je res tle in to, kar lahko narediš, je to, da se iskreno, točno tako, kar si greš k Bogu. Nobenih skrivalnic več. To je to. Niti pri dobrodelnosti, niti pri molitvi, niti pri postu. Tukaj mi je zanimivo, pol naprej reči o svetilki telesa. Daj mi povej, kaj je to recimo, Če je torej tvoje oko čisto, bo svetlo vse tvoje telo, če pa je tvoje oko pokvarjeno, bo temačno vse tvoje telo. Tukaj se mi zdi, da gre glih točno o tem govori. Se pravi, če je namreč luč, ki je v tebi tema, kako velika je tema. Se pravi, vse tudi na to navezuje na nek način. Ja, gre za to nepokvarjeno, za to pristnost, gre za to preprostost, za ta preprost pogled in na Boga in na soljudi. Za to mogoče transparentnost, lahko bi to doživiš res kompletno transparent in pred Bogom in pred soljudmi. To je ta radikalen klic Božjega kraljestva. Se pravi, da ni nekih zastorov. Tako, nobenih, nič tega. In da sam gledaš na ljudi tako in da sam se tako obnašaš. S takim življenjskim stilom, kjer v bistvu se prenarejaš in tako se mi zdi velikokrat pride samo po sebi tudi zaskrbljenost. Kako bom pa zdaj jaz izpadel pred tem folkom? Kaj bo z menoj v prihodnosti? Ali bom še imel ta status? Ali bom tako pa tako? In tukaj res vidimo, da takoj tematsko zelo dobro poveže, gre Jezus na tisto ne skrbite za svoje življenje. Še prej moramo omeniti, še pred tem tudi denar. Finance pa zaklad tukaj. V bistvu tle Jezus govori o modrostnem slogu, ker v bistvu se tle govori o dveh poteh. Poznaj tudi direktno tako povemo, že tle imamo dve vrsti zaklada sta. En je tak, en je tak. Imejte zaklad tam, ki se splača. Tle je zanimivo, kako Jezus se sploh ne pomišlja zelo take ekonomske metafore. Investirajte tja,
kjer nam propadlo vse skupaj. Tako kot zdaj vidimo v bančnem sistemu. Investirajte tja, obstaja investicija, ki je dobra. To je v Božjem kraljestvu. In tukaj seveda misli investicija sebe, svojega življenja, svojega časa, svoje pozornosti, svojih želj, vsega tega. No in potem sta dva gospodarja. To je ona znana pesem od Boba Dylana. You got to serve somebody, nekomu moraš služiti, ali hudič, ali pa Bog. V vsakem primeru boš služil, nimaš izbire, lahko se pa izbereš komu. In tle je podoben prav, dva gospodarja sta. In če si pa enem, sovražiš drugega, sploh tle ni, tukaj sta črno-bela. In zanimivo, da reče denarju tukaj, kot eno tako božanstvo, tako denar je sam kot eno tako mračno božanstvo, ki pač kontrolira svet. Ampak tle Božje kraljestvo se zaleti tudi v to in tudi to tega lažnega malika podre, mu spodseka podstav. In pa imamo pa to, zaskrbljenost. In to je seveda to sporočilo moramo slišati znova in znova in znova. Ni tako. Ker to je nekaj, s čemer imamo problem. Ne vem, se mi zdi, mogoče še bolj, kot so ga imeli takrat, ker to je, mislim... Takrat so itak živeli z dneva v dan, v glavnem. Večina. Tudi danes večina sveta tako živi, ne pa pač del, v katerem mi živimo. Mi smo pa zaskrbljeni, navadno biti zaskrbljeni. To je pa naš življenjski stil. Jezus so tudi to direktno za kravatlec, prav, kaj je zdaj to? Dobro, ampak recimo ljudje velikrat recimo reče, ok, tole je pa malo preveč, se pravi, ne skrbite, bodite tako kot trava na polju in tako naprej, iščite najprej Božje kraljestvo, in pol, kje je res tista zdrava mera, kje je res na nek način opustim vso skrb in se posvetim iskanju Božjega kraljestva in sem ves blažen in pozabim na neko realno življenje, Tukaj, da bi tako vprašal, zakaj bi iskanje Božjega kraljestva pomenilo, da pozabiš na realno življenje. To je problem, ker mi, ki slišimo Božje kraljestvo, se sliši neka taka blažena kontemplacija nekih nebeških stvari. To nima veze. Božje kraljestvo je to, kar Jezus dela. Hod okrog, pozdravlja ljudi, dela dobro, zbira ljudi, govori grešnikom, vidi grešnike, ki se spokorijo, življenje se spreminjajo, demoni grejo iz ljudi, ljudje so ozdravljeni, nova skupnost nastaja. To je zelo konkretno delo. Ok, ampak ali mi isto zdaj to delamo danes, ali kaj? Če smo kristjani, kaj pa ne delamo pol? Mislim, ne moramo vsi isto delati kot Jezus, recimo. Daj konkretiziri, recimo, za poklic krščanskega bančnika, naprimer, ali pa politika, če hočeš, ali pa, ne vem, ali pa kogarkoli. Vprašanje, če to dvoje sploh obstaja. Ampak če je, potem gotovo mora biti v tem smislu, da služi Božjemu kraljestvu in da vidi, prvič je tako, tak človek mora vedeti, da ves denar, pa vsa oblast, ki jo ima, da absolutno ni njegov, tudi en cent ni njegov in mora imeti strahu spoštljiv odnos do tega, prvo. In drugo pa mora videti, kaj s tem dejansko lahko naredi v Božjem kraljestvu. Je pa Jezus ran prej recimo povedal, kaj imamo. Tako da je tle veliko vprašanje, mislim, razen tega, da se razdeli revnim na en pameten način, vprašanje, če se da kaj do zelo drugega pametnega narediti. Ker tam je rekel, zdajte v Boga ime in pejte za mane in tako naprej. Tega je nekaj v evangeliji, tako da če smo ostati zvesti novi zavezi, po mojem je vprašanje zdaj kompatibilnosti. No, ampak zdaj praktično, tle moramo vedeti, kristjani smo poklicani v Božje kraljestvo najprej. To je, Jezus jasno pove, to je pred tvojo družino, to je pred tvojo službo. In mi smo navajeni imeti druge vrstne rede v življenju. Ampak Jezus, tle pa zdaj pride tisti Jezus, da je Gospod. In da se to misli resno, enkrat za razliko. To pomeni, da je on res na prvem mestu. In da mi dejansko s tem, kar živimo, s tem, kar želimo, tudi kako prosti čas uporabljamo, da je to tisto, kar je prvo v našem življenju. In seveda to je radikalen klic, tukaj lahko kakšni ljudje rečejo, to je pa too much. Tega imamo, ampak to je dobro, če ljudje tako rečejo, potem je evangelij prav povedan bil, ker tako so tudi Jezusu govorili. To je noro, to je norost, to je prehudo. In tukaj seveda Božji klic je radikalen in nas kliče ven iz komfortne cone, zmeri. In tudi tukaj seveda. Ampak tle moramo vedeti, zdaj pač Jezus prav, kje ne bo naš fokus, ne bo pri očetu. Bog, zdaj tako, trenutek je, da Bog zdaj vzpostavlja svojo vladavino tukaj, svoj nov red, Bog ureja svet, prav temu se pridružite z vsem, kar ste.
In boste videli, da bodo stvari se prav izšle. Tudi na tem področju. On nas izziva pravzaprav, da zaupamo Bogu na en večkrat globi način. Zato gre. Da nehamo, da vidimo, da nismo mi šefi svojih življenj. Ker zato gre. Ne morete podaljšati svojega življenja za 1 minuto. Ne morete, to ni v vaši oblasti. Kaj konkretno s tem komolcem? Ja, ne, lahko je mišljen, da se narediš večjega ali pa da podaljšaš življenje. Oboje je možno iz izvirnika. No, ampak kakorkoli, take malenkosti ne morete spremljati, kaj se sekirate. Bog vod stvari, dajte mu zaupati. Dajte se pridružiti temu, kar Bog dela. In kar naenkrat boste videli, da bodo stvari zrihtane, tako kot je treba. In isto je potem ta zadnja tle v 6. ne skrbeti za jutro. Soočite se z zlom, ki ga imate zanest in zaupati Bogu. Jezus v bistvu kliče k zaupanju. V takem res radikalnem zanašanju na živega Boga, ki je tle in ki dela. Tak Bog lahko preskrbi stvari. To je, kot so že v stari zavezi očaki videli. Gre za to, seveda hojo z Bogom na bliz. Ne na delč. In pri tem Bogu je scena zdaj v tem, da ne sodiš, ne obsojaš, ker nisi ti pred drugim čisto nič boljši, ker smo vsi nagnjeni k temu, da zaseremo za njega. Tako, vsi imamo to nagnjenost. In Luka pol prav v tem sporednem odlomku je, tle gre za milost, bodite usmiljeni. Tukaj to mora prevladati. Če ste usmiljeni, boste vi tudi najdli usmiljenje in to Poljako preče, usmiljenje. Vaši zmago nad sobom. Hiter, zberi, kar je najbolj pomembno za zaključek, da končava. Zlato pravilo je tukaj tudi not. Jezus ga mirno postavil sredi tega svojega nauka, zato ker je to tudi drugi, to je temelj svetovnega etosa. In to ga lahko najdeš v raznih religijah in verstvih. Zadnji sem poslušal na državnem radiju anketo o tem, kaj bi spremenilo svet. In v glavnem večina ljudi je tole omenjala kot tisto, kar bi spremenilo svet. Tudi kristijani moramo mogoče to malo bolj prvič poudariti, da to je tudi naše sporočilo najprej in po drugi strani ga tudi živeti. Potem bi pa izpostavil konc, govor na gori, ki je pa Božja beseda v bistvu. Jezus pove takole, tukaj zdaj se je zgodila vam Božja beseda in zdaj pa zelo močno paste, kaj boste s tem naredili. In to nam govori in vsem. Tle zdaj pred vami so besede, ki dajo temelj vsemu. In Jezus, kot človečena Božja beseda, ima pravico to reči, zato se oni čudijo na koncu, kako to govori. Tle gre za Božjo besedo, kako ona nam daje absoluten trden temelj v naših življenjih in kako je v bistvu vse naše življenje izhaja iz tega. In to je spet malo nezaslišana trditev, ampak je pa tipična za Jezusa, koliko je Božja beseda nekaj pomembnega, koliko je nekaj ključno, odločilno, res pomembnega za nas. Kako je bistveno, da res se odpremo, da poslušamo, pustimo, da prežame naše življenje, da nas beza ven iz teh komfortnih con, ki smo jih prej malo omenili, da smo iskreni do konca in da v potrpljenju dejansko živimo tako in pustimo, da oblikuje naša življenja, dejanja, mišljenja in govor. Imamo tako hišo na skali, ki je vihar in ne bojo podržali. Tako. Bravo, hvala.